Evo. Hello. Še tukaj? Evo, smo live, še na Instagramu. Da grem live. Hej! Evo, čas je za naše predavanje. Čakaj, bom takole postavila. Upam, da se vidimo. Zdaj na Facebooku je to zdaj nekaj novega, nek nov live streamer, tako da živijo Nika. Tako da upam, da na Facebooku ne vidim zdaj vaših komentarjev. Upam, da lahko gledate. Bomo šli pač tako. Na Instagramu, evo, vas pa vidim. Jej! Ful fajn. Kako ste? Upam, da ste v redu. Jaz v tej karanteni, po eni strani mi je kar fajn, ker sem ene nove stvari začela delati, po drugi strani mi je pa kar malo čuden, ker je naša akademija že toliko časa zaprta. To ne vem, kdaj je bilo nazadnje, da nismo imeli vaj toliko časa. Vse imamo neke online vaje, ampak je čisto drugače, kot kakšne skupine v živo pa tako. Tako da, kako ste pa vi? Upam, da ste v redu. V glavnem, danes se bomo pogovarjali o pevanju. Se mi je zadnjič zdelo fajn, da mogoče naredim en tak live, zakaj pa ne, da vam malo povem, kakšne so zdaj novosti v upevanju in kako se je to spremenilo od takrat, ko smo se začeli učiti. Jaz zdaj petje učim več kot 15 let in takrat, ko sem se, živijo Tereza, Maja, Barbara, Neža, Tic, hudo, fulaj. V glavnem, ko sem se jaz začela učiti petje, to je bilo v mojem prvem letniku medicinske fakultete, no? In takrat je bilo to čisto drugače, bilo to upevanje, se moraš najprej upeti, pa tako, pa toliko časa in potem boš fajn ogret in potem greš lahko peta, ne? Takrat tudi jaz zelo dolg časa smo kar lestvice delali, pa se sploh nisi nič razmišljal kaj preveč o svojem glasu, kako ti dela, ampak si pač tiste lestvice, ki si imel, si naredil. Takrat se tudi vaj ni snemala, tako da v bistvu si šel na vajo, pa pol vmes si delal tisto, ki si se spomnil, pa si šel pa spet na vajo. Zdaj se je vse spremenila, ker zelo dobro poznamo, kako naš glas dela in upevanje je lahko si ga lahko narediš čisto po svoje. Tako da zdaj bomo šli najprej čez 6 glavnih točk upevanja, ki je 6 takih trditev, ki je pomembno, da jih veš, kaj se greš upevat. Okay? Prva stvar pri upevanju je pomembno, da veš, da toliko vrst je upevanj, kolikor nas je na tem svetu. Ni eno upevanje. Včasih pevec pride pa tako, daj mi povej recept, tole pa tole moram delati in pol bom čez toliko pa toliko časa obvladal. Ni čisto tako, vsak izmed nas ima res čisto unikaten glas in upevanje imaš smernice, ki jih bomo pokazali, kjer so, ampak na koncu dneva moraš biti sam sebi učitelj, okay? Ker noben ni tak, kot si ti. Noben ne čuti tvojega glasu tako, kot ti. In tako da v bistvu ni eno vrsto upevanje, ampak vsak potrebuje čisto svoje upevanje zase, okay? In danes, ko bomo končali, mogoče med upevanjem res razmišljite o tem, kakšno je tisto upevanje za vas, zate, Pa ni nujno, da je vsak dan spet isto, En dan si ful utrujen, je upevanje lahko čisto drugačno, Si daš mogoče neko uplifting muziko, pa zraven poješ, pa tako poješ svoj glas. En dan si pa ful high, pa mogoče rabiš bolj neki na easy. Tako da pomembno je sebe čutiti, sebe poslušati in sebi dati upevanje. Okay, to je prva stvar. Druga stvar, ki je zelo pomembna, da razbijemo ta mit, pa saj niste vsi v tej skupini, zih ne, ampak je, da ni treba, da se zelo dolgo upevaš. Včasih, ko smo bili mi, je bilo tako, ok, moram biti pridna, se moram pol ure upevati, pol grem pa lahko pet. Kaj sploh point upevanja? Point upevanja je, da svoje telo ogreješ in da pol bolj uživaš med petjem. Se pravi, upevanje ti narediš zato, da ti je pol bolj špet. In če ti se upevaš 40 minut, pol ti je tako, ok, zdaj se mi pa sploh več ne da pet. Tako da, upevanje lahko traja tudi sam 3 minute, ali pa 5, ali pa 10.
to je spet zelo odvisno od posameznega človeka, se pravi, takrat, ko ti čutiš, da se dobro počutiš, da si ogret, da nisi ali gostov, takrat greš pet pol, takrat je lahko upevanja konc. Se pravi, ni nujno, da je upevanje dolgo. Jaz sem se včasih upevala po 20 minut pred vajam, zdaj pa naredim, 3 vaje s to slamco, pa zjutraj ob 9 ali pa pol 9 začnemo. Tako da, ko spoznaš svoje telo, vidiš, kakšno bo upevanje zate. Okay? Tretja stvar pri upevanju je pomembno, da najdeš za upevanje prave vaje zase. To je ključna stvar, ker recimo, čist primer, rečemo, da jaz zelo stiskam, zelo stiskam in pol grem delat ne. Se pravi, grem delat vajo, s katero stiskam na svoj stisnen glas. Se pravi, zame ta vaja ni fajn, zame bi bila bolj fajn vaja nekaj, ki je bolj relax. Zdaj za nekoga, ki je pa ful bolj zračen, je pa boljša vaja nej. Se pravi, z upevanjem ti hočeš svoje telo postaviti v ravnotežje. In zato je pomembno, da najdeš prave vaje zase. In kako najdeš prave vaje zase? Tako, da poznaš, kako dela tvoj glas. In če poznaš, kako dela tvoj glas, lahko malo, vse to bomo šli pol čez, ko bomo pogledali 4 glavne tipe pevcev, kjer so kakšne vaje, ampak ko poznaš svoj glas, pol lahko sam tudi sebi rečeš, ula je danes na višini, stiskam, kaj če bi naredila takole upevanje malo od gor na vzdolj, da se malo sprostim, recimo. Tako. Ta četrta stvar upevanja, ki je tudi zelo pomembna in sem jo jaz hvalila svojih prvih 10 let upevanja, je, da med upevanjem ti mora biti tvoj glas všeč. Se pravi, ko upevaš svoj glas, če se upevam, recimo takole, tam da prižgem, moj klavirček, jaz sem se recimo hodila v opernemu pevcu, pa še danes sem mu hvaležna, ki me je ogromno naučil, Ampak jaz sem hotela peti muzikle, jaz sem hotela peti rock, ker sem se upevala, sem pa v bistvu delala Se pravi, ta glas ni nič podoben tistemu glasu, ki sem ga jaz hotela za moj ciljen glas. Se pravi, ko se upevaš, ti mora biti zven tvojega glasu cool. Ali pa vsaj bolj cool, kot ponavadi. Se pravi, nič ne gre čez noč, ampak počas ti je zvok tvojega glasu boljši in potem tako, Se pravi, to je zelo pomembno, da se ne upevaš z nekim glasom, ki ti sploh ni všeč, pa se ti zdi tako, to mi ni cool, pa verjameš, da saj ne, če bom to zdaj delala nekaj časa, bom pa pol ful dobro pela. Ja ne, zato ker to so mišice, nastavili si boste mišice na neko tolego recimo, ali pa recimo kontra, hočeš peti, bolj nek klasičen komad ali pa neko narodno zabavno, ti pa bolj ta način paše, tako da nič ni narobe. Jaz sem sam hotela zase, tako bolj musical theater style. Se pravi, pol gremo naprej. Kje smo zdaj? Ta četrta stvar, peta stvar, ki je zelo pomembna, je, da je upevanje ni samo delo na glasu. Sploh ne. Glasilke so samo en delček našega telesa, tole vse je pa inštrument. Se pravi, včasih, to je spet včasih pa danes, včasih smo res sam da si se hitro upel, pa res si sam tle nekaj čutil. Zdaj pa vse damo na svoje telo. Če je naše telo sproščeno, potem je če ti rata med upevanjem sebe sprostiti, pa boš zihar veliko bolj pel. Tako da, upevanje je tudi delo na svojem telesu, ne samo na glasu. In še zadnjo. Upevanje si moramo predstavljati tako kot jogging pri kjerkoli športu ali pa tako kot raztegovanje. Se pravi, upoješ se zato, da svoje telo ogreješ, da glasilke ogreješ, da jih privadaš na različno visoke tone, se pravi, glasilke se na visokih tonih raztegnejo, za zelo nizke tone se krčijo,
In če mi med upevanjem lepo gremo čez cel svoj razpon, smo jih lepo raztegnili, smo jih lepo skrčali in smo v bistvu jih zelo dobro predžogali. In zelo pomembno je, da po upevanju gremo pet. Veliko takih nas je, ki smo zelo obsedeni, jaz sem bila z upevanjem in pol si se res, večinoma si se upeval, pa si šel pa pet, pa si bil pa kritičen, pa si 2 komada odpev, pa si se šel pa spet upevati. Upevanje je namenjeno samo temu, da svoje telo sprostiš, da ga spoznaš, da raziskuješ svoj glas, pa lahko tudi z vajami upevanja tudi razvijaš svoj glas. Se pravi, ko imaš določene lestvice, lahko širiš svoj razpon, lahko se naučiš bolj stabilno peti, Se pravi, 3 funkcije ima upevanje. Eno je, smo rekli, da ogreješ svoj glas, eno je, da raziskuješ svoj glas, ker z upevanjem je fajn, da raziskuješ različne pozicije glasilk, različne pozicije ust in s tem ga raziskuješ. Ta tretja je pa, da z upevanjem lahko tudi razvijaš svoj glas, ker greš vedno malo višji, malo nižji in tako nekako si širiš svoje meje, svojega glasu. Okay? To so stvari, ki je zelo pomembno, da jih veš, preden se greš upevati. Gremo zdaj naprej. A kakšno vprašanje? Na Facebooku res ne vidim teh vprašanj. Evo, vidim. Bom dala na to stran, čakaj Instagram. Ok, živa. Tajda, Vesna, super. Ok, gremo zdaj naprej. Smo rekli, da upevanje je tudi, se pravi, da sproščamo svoje telo. In kaj moramo mi med upevanjem na svojem telesu, na čem sploh delati? To so mišice. Če vse tole fajn deluje, usklajeno, pol z jih dobro pojemo. Se pravi, moramo sprostiti neke napetosti, ki nas pri petju ovirajo. Ko se bomo upevali, se bomo posvetili 4 stvarem. Eno je celotno telo. Se pravi, da greš mogoče preden greš sploh pet ven na sprehod za 5 minut, ali pa da malo poskočiš, ali pa da se malo raztegneš, ali pa da malo, ne vem, enim ful paše šport prej, enim paše prej, da delajo jogo, enim paše prej, da malo poplešajo po muski, karkoli, da svoje telo malo predihaš. Ker če se zbudiš direkt iz posle in greš delati upevanje, je vse to spodaj trdo. In to je tako, kot če si predstavljaš, da v kitaro nabašaš eno cuno, ne bo to vibrirala. Tako isto, če smo mi vsi neki predihani, ne bo isto glas delal. Okay? Se pravi, eno je telo. Drugo pri upevanju moramo pogledati je prsni koš. Zakaj prsni koš? Zaradi tega, ker prsni koš nam pomaga pri dihanju. In pri petju je pol petja optimalno dihanje. Zakaj? Zato, ker ko mi pojemo, je v bistvu mi vdihnemo in potem pojemo. In potem spet vdihnemo in potem pojemo. Pojemo pa tako, da izdih ustvari zvok. Se pravi, vdih nam da zrak v pljuča, izdih pa počasi ustvari zvok. In če je naš vdih optimalen, med vdihom fajn postavim svoje glasilke. Če je moj izdih optimalen, tako, med izdihom fajn ustvarjam zvokac. Se pravi, dobro dihanje je en tak fajn motor za petje. In da dobro dihamo, rabimo, da je naš prsen koš prožen. Tako da, lahko vsi, ki ste zdaj tudi tamle čez, se primete za prsen koš in vdihnemo, pri petju vdihamo skozi usta in vdihnemo in čutimo, da grejo rebra v stran. Okay? To je super za upevanje, da si vzameš, ne vem, 30 sekund za to in začutiš, da grejo tvoje rebra v stran. Medtem paziš, da ramena ostanejo sproščena. Se pravi, da tvoj vdih ni takole, ker če boš polka začneš delati vaje z glasom, če je moj vdih takole, so moje glasilke takoj gor. Takoj sem gor zategnjena.
Se pravi, če so moje rame fajn, rebra grejo stran, sem jaz fajn vdihala in moje glasilke so lepo ostale v naravni legi. Okay? Se pravi, najprej celo telo, potem malo začutimo dihanje, imamo ogromen dihalnih vaj, to lahko tudi enkrat naredimo, da se sam dihanju posvetimo, ampak najbolj pomembna stvar pri dihanju je to, da sploh začnemo čutiti rebra. In pa je, da sploh v tem današnjem času, ko smo toliko napeti, vsi dihamo tle gor, večina tukaj in ne uporabljamo tega dela. Tukaj zadaj je pa največji del pljuč. Tako da, če mi rata vdihniti med vdihom tako, da grejo rebra v stran, sem veliko bolj razporedila zrak v svoja pljuča. Okay? Potem naslednja stvar, ki se dotaknemo po ropevanju, je čeljust, usnice pa jezik. Okay? Zakaj čeljust, usnice pa jezik? Zaradi tega, ker čeljust, usnice pa jezik so tiste, s katerimi mi izgovarjamo. Nimamo kaj več veliko kontrole nad čem drugim, ne? Imamo pa zelo veliko kontrolo nad tem, kako odpiramo usta, kako premikamo usnice in kam dam svoj jezik. S tem jaz izgovarjam. A ne? In zato, ker se grem upevati, je zelo pomembno, da dam malo namenom časa tem strukturam. Okay? In tako, da v bistvu jaz opojem malo svoje usnice, naredim, lahko veliko vaj imate, ampak mi delamo tole vajo. Brrr, brrr. Zdaj sploh še ne gremo na lestvice, zdaj bi radi sam zbudili svoj telo. A ne? Se pravi, vzameš vajo, narediš brrr in se tako zelo fajn premasiru svoje usnice, lahko greš tudi gor pa dol. Brrr. Te vaje rečemo brneče ustnice, tako da z njimi zelo fajn prekrvaviš in ustnice začnejo delati. Pri petju rabimo ustnice zelo intenzivne, ampak hkrati zelo sproščene. In točno pri tej vaji dobiš ta učinek. Ker takoj, ko boš preveč sprostil ustnice, bo nič, ko boš pa zategnil nekaj, bo pa tudi ne šlo. Se pravi, da začutiš, kako morajo ustnice biti med petjem, greš to je to. Ne rabiš niti lestvic. Včasih kdo reče, ja, pa nimam lestvic. Se ne rabiš. Ne rabiš lestvic. Važno je, da greš od spodaj do gora, ne? Pa če imaš lestvice, pa pol to nadgradiš. Ta druga stvar, ki smo rekli pri opevanju, pol bomo se pogledali jezik. Okay? Jezik je, če mene vprašate, poleg čeljusti, ki bomo pol pogledali, glavni sovražnik, da nam ne grejo visoki toni, da stiskamo, da je naš glas zategnen. Zakaj? Jezik je ogromen in je v naši cevi noter tukaj in če je jezik trd, sploh ne moreš iti čez. Se pravi, najprej sploh jezik začutiš in narediš to. To je tudi po znanstvenih raziskavah druga vaja po učinkovitosti za glasilke. Prva vaja je vaja s slancem, ki jo bomo delali kasneje, to je pa druga vaja. Res je hecna, ampak je pa zelo učinkovita, ker z njo se naučiš, da jezik tudi na visokih tonih ostane sproščen. V jeziku se nabira zelo veliko enega strahu in takoj nazaj skrbce, ker nas je strah, ne? Se pravi, narediš in potem greš, dobro, se ne moramo pljuvati, in potem greš gor. In spet sem sprostila jezik na visokem tonu, ne pustim, da mi nazaj pade, lahko se gledam v gledalo in pazim, da ne gre tole nazaj, da gre naprej. Okay? Pa spet lahko to nadgradiš z lestvicami, če hočeš. Niti pa treba. Okay? Važno je, da si jezik aktiviral in si naredil jogging z jezikom. Če ti ta vaja slučajno ne gre, ja, Željka, vaje z jezikom sploh ne morem narediti. Evo, vidiš, o tem sem govorila. Če ti ta vaja slučajno ne gre, ni nič hudega. Meni ta vaja ene 10 let ni šla, ne hecam se, jaz jo nisem učila, zato ker jo nisem znala pokazati. In je pač tako, ok, ne vem,
neki. Ne? Pa vidiš, da sem se jo naučila. Tako da, keep trying. Če ti pa slučajno res ne gre, tudi če probavaš dalj časa, pa nič hudega. Sploh nima veze, pač ne delaš te vaje. Imamo ogromen vaj in tako, kot sem na začetku povedala, pomembno je, da najdeš vaje zase, za svoj glas. Tiste vaje, ki te bojo pripeljale do tja, da se boš ti med petjem dobro počutil. Ne tiste vaje, ki rečemo učitelji, da jih moraš delati. Ne? Če ti ni, ti pač ta vaja ni. Okay? Tako da, če ti pa slučajno ne gre, pa še vedno hočeš delati to vajo z jezikom, pa lahko delaš eno drugo in sicer, da imaš jezik noter. In pa greš isto. Gor in dol. Tako. Okay? Se pravi, da sam ponovimo, kaj se gremo upevati. Najprej moramo začutiti svoje telo, začutimo svoje dihanje, začutimo strukture, dele inštrumenta, s katerimi pojemo in pol se lotimo recimo lestvica. Ne? Ok? Dobro, zdaj pa gremo mi na, se pravi, ta četrta stvar smo rekli, telo, rebra, pol pa tele komponente, usnice, jezik, čeljust. Aha, čeljust sem še pozabila. Ok, čeljust. Čeljust je, tako kot jezik, če mene vprašate, glavni sovražnik dobrih višin. V čeljustnem sklepu se vse nabira. V čeljustnem sklepu se nabira tudi, ko smo jezni, ko nas je strah, ko se zapremo. Ne? Ta druga stvar, ko imamo pa problem, je pa naš slovenski jezik, ker je slovenski jezik zelo trd. Ne? Mi smo, ja, živo, kvaj zdaj stari, neki, ne? Za razliko od Američanov, ki so yeah, man, awesome, do, oni so navajeni usta odpirati. In to imamo mi veliko pri petju probleme, ne? Ker nas je v bistvu sploh na višinah, kar zapiramo se. Tako da, ena super vaja za čeljust, se samo primaš za čeljust in ti masiraš ta sklep. In to lahko narediš pred petjem in to je tudi upevanje, ok? Se pravi, ni upevanje sam neke lestvice, prav? Se pravi, sprostimo čeljust. Začutiš čeljust. Začutiš, kaj sploh pomeni sproščeno so čeljusti. Zelo fajn je tudi narediti, recimo pogledate gor, lahko pogledate v strop, pa vrtite dol, čeljust da pade, mrtvo pade, ja, pač, kot da si pri zobarju, pa pogledaj naravnost nazaj in ta občutek obdrž. Pa čute, kako je sproščeno. To ne pomeni, da bomo pa tako pel, ker pa si hecen, to samo pomeni, da obdržim malo ta sproščen občutek čeljusti med petjem. Sploh na visokih tonih veliko naredimo. Mama, čeljust gre naprej pa dole, ne? Gor, sproščeno, mama, in je veliko lažje, ok? Tako da zmasiramo si čeljust, prav? Ok, gremo zdaj naprej. Ta četrta stvar je pa grlo z glasilkami. Zdaj pa smo prišli do tega, ker so noter glasilke. Najprej, da ponovimo, kaj so glasilke. Kdo ve, kaj so glasilke? To sem že stokrat povedala, ampak zelo pomembno je, tudi jaz včasih pozabim, ne? Da so to sta v bistvu dve gubi, that's it, ki ploskata. In sta v grlu. Pobožimo se po vratu navzdol in se ustavimo na izboklini, Adamovem jabolku. Evo, in zdaj naredimo tole. Dajte se kar zbuditi z mano. Čutite, kaj nekaj v zadnji poka. Ok, tukaj so vaše glasilke. In glasilke sta dve gubi, ki ploskata. Tako ustvarjajo glasilke zvok. Glasilke so v bistvu edini občutljiv del našega pevskega inštrumenta, a ne? Velikokrat se upevamo tudi zato, da pol smo manj utrujeni, ampak zakaj, da smo manj utrujeni? Da je glas, da so glasilke manj utrujene. A ne, z čeljustjo se nam nič zgodilo. Kaj se pa s temi gubicami lahko zgodi, da če jih preveč pritiskamo ali pa naprezajo, da odtečejo. In če glasilke odtečejo, ne morejo več lepo takole ploskati, a ne zdaj glas poven, če so moje glasilke odtekle, ne morejo več lepo tako
ploskati. In da mi lepo glasilke zavarujemo, kar rabimo narediti je, da glasilke ostanejo v sproščeni legi, da ostanejo v grlu lepo tam, kjer so in da se one lepo raztegujejo. Kako se glasilke raztegujejo? Tako da, to vam povedala. Dajte vsi takole roko. Tako date roko, to je tako kot vaš hrustanec. Takole. In damo zadnji glasilke, tako jih nalepimo. Zadnji. Ja? Okay. Zdaj bomo pa roko nagnali. Če bi bili moji prsti elastika, kaj bi se zgodil? Elastika bi se raztegnila. A si to predstavljamo? In točno to se v našem grlu zgodi. Tale Adamovo jabolko, ta hrustanec, se nagne in glasilke se raztegnejo. In tako glasilke naredijo visoke tone. Torej, da mi treniramo glasilke in da natreniramo, da zdravo pojemo prek celega razpona, rabimo glasilke obdržati lepo v naravni legi in dopustiti, da se lepo raztegujejo. Če bomo to dopustili, pol se glasilkam nima kaj zgoditi. In zato imamo različne vaje, da upevamo glasilke, da ostanejo v naravni legi in tukaj jaz vedno rečem vaje slamcev. Pač vaje slamcev so znanstveno dokazane, da dobro delajo za glas. In zakaj? Zaradi tega, ker imate slamco, vodo in mi imamo prav ene posebne silikonske slamice, lahko si pa dobite tudi kakšne take plastične, samo morajo biti malo debelejše. Fajn je, da so malo debelejše. Ko daš slamco v vodo, pihneš zrak in zvok. Če koga zanima več o slamcah, imamo tudi prav video o slamcah, lahko mi napišete, pa vam dam link. V glavnem, ko pihnemo slamco, se ta zrak odbije v vodo in se nazaj po slamci odbijo moja usta in pritisne na glasilke od zgoraj navzdol. In s tem glasilkam pomaga, da lepo ostanejo v taki naravni legi, malo razbremeni mišice okoli glasilk in hkrati pa pomaga glasilkam, da res lepo vibrirajo. Tako da, ko ogrejemo vse okoli, gremo ogrevati glasilke. In vaje slamco lahko delaš, kakor želiš, lahko delaš, lahko poješ lestvice, lahko pa poješ kar kakšne pesmi. To sem tudi na začetku hotela povedati, ne? Ljudje smo zelo različni in jaz poznam par pevcev, ko so zelo dobri pevci, pa ne delajo lestvic. Oni se upojejo z eno malo bolj lahko pesmijo. Tako da, recimo takrat, če si tak človek, pol mogoče sprostiš telo, čeljust, usnice, jezik in potem poješ pesem slamco. Happy birthday. Ali pa karkoli, pač poješ. In tudi za otroke, tisti, ki učite mogoče otroke, je to veliko bolj zanimivo. Ker če rečeš, ok, daj na slamco, zdaj poj melodijo pesmi ali pa kar zraven, je čisto drugače, kot če ga boriš z lestvicami. Tako da, evo, to so slamice. Tako, evo, zdaj smo upevanje sestavili in potem glasilke še ogrejemo in potem gremo pet lestvice, potem pa pesmi. Ok, gremo zdaj na lestvice. Ok. Se pravi, vse to, kar smo zdaj povedali, bomo zdaj prestavili v lestvice. Telo ne bomo, ustnice, jezik, pa čeljust, pa bomo. Tako da, ko imaš doma, če imaš lestvice, ali pa če ti niso lestvice kul, lahko pesem, čisto vsem. Lahko poješ to s pesmijo, lahko pa z lestvicami. Imamo ogromen različnih lestvic. Mi učitelji, ko učimo, imamo velik izbor. Imaš lahko tako oktavo, lahko imaš 5 tonov, lahko imaš od gor navzdol, lahko imaš v glavnem ogromen enih lestvic.
pa imamo pa ogromen enih zlogov. Lahko je ma, lahko je me, lahko je mi, lahko je mo, lahko je mu, lahko je gu, ge, go, gu. In mi to kot učitelji pač za vsakega učenca nekako sestavljamo, katera lestvica je tista, ki mu glas nekako najbolj postavi v ravnotežje. Ena varianta je ta, druga varianta je pa, da si doma imaš lestvice in pač probaš različne zloge in raziskuješ in ugotavljaš, katera je tista lestvica, ki je tebi najbolj kul. Včasih se v kakšno lestvico res prav najdemo. Mi smo včasih to rekli, da najdeš za nekoga home exercise. Da res mu daš to lestvico in kar naenkrat je glas povezan, spodi, gor. Če najdeš kaj tazga, pol je zelo fajn, da recimo rečemo, da najdeš, ne vem, da je tvoja lestvica nej. Najdeš že nej, 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 nej. In se ti zdi, wow, da imam pa povezan glas. Super. Da je pol z nej pet tudi pesmine. Prestav to pol v pesem. Tako da v bistvu tako potem zbiramo. Imate lahko različne lestvice. Lestvice najdeš lahko na YouTubeu, lahko na internetu, lahko si jih igraš sam. Včasih je fajn si jih tudi sam igrati, ko malo bolj čutiš do kam. Na internetu včasih se kar malo silaš, kaj previsok. Ampak če vadaš prek kakšnih takih lestvic mej na vrh, kar malo zavoro. Če začneš nekaj stiskati, daj se tam ustav, počakaj, da grejo tiste visoke lestvice mim in se pol nazaj priključ tam, kjer tvoj glas pol spet fajn zveni. Upevanje ni namenjeno temu, da se mi med upevanjem zategnemo. To je najslabše. Ker velikokrat se nekdo upeva, pa pravi, zdaj sem pa bolj utrujen glasovno, ker sem bil prej. To ni point upevanja. Point upevanja je, da ti upoješ tisti razpon, ki ti je fajn. Pa mogoče mal ga razteguješ, mal. Ampak to isto, če ga pa ful raztegneš, je pa tako, da jaz, ki ne morem narediti špage, bi danes naredila špago. Ne bi bilo dobro zame. Fajn je vsak dan mal raztegniti. Tako da, če delate kakšne take lestvice, ki niso vaše, za vas narejene, ki vam jih je naredil učitelj ali pa nekaj, dajte paziti, da ne greste previsok. Jaz se spomnim, ker smo imeli še jaz sem začela delati ta speech level singing s tem Cetrixom. Ne vem, če veste, kdo je to. To je en gospod, ki je star zdaj, ne vem koliko, 88 let, 7 otrok ima, crazy. Je pa drugače on učil Stevie Wonderja pet, pa Barbara Streisand, pa Michael Jacksonov učitelj je bil. Ampak v glavnem njegov program pevski je bil tako, da je šel, so šle ženski vokali ven iz klavirja skoraj. To je bilo noro. In jaz pa ne morem toliko visok pet, In sem kar dolg časa se preveč naprezdala, tako da v bistvu nisem dobro napredovala s tistimi stvarmi, ki so mi bile previsoke. Tako da poslušajte se, čutite se, ok? Ok, gremo zdaj naprej. Se pravi, zdaj smo povedali, imamo veliko različnih lestvic. Zdaj pa gremo na tipe pevcev. Boste mogoče se najdeli v enem tipu pevca in bom tudi povedala približno, kakšne vaje so za posamezen tip pevca, pa mogoče lahko pol to sami doma sprobate, ok? Se pravi, mi smo vedno pevce, pa še zdaj jih delimo v skupine in sicer imamo nekako 4 skupine. Ena skupina pevcev so tisti pevci, ki stiskajo. Se pravi, naredimo pa tle navrže pa že ne gre več. Ok? To je prva skupina. Ne vem, dajte srčke tisti, ki mislite, da ste v tej skupini. Nobenega ni. Ok. Se pravi, to je ena skupina pevcev, ki stiskajo. Ta druga skupina pevcev je tisti pevci, ki se jim glas zlomi. Se pravi, bi pel Ta tretja skupina pevcev, so tisti pevci, ki se jim glas, ki imajo tak prenežen in pretih glas. Se pravi, ful velikokrat v tej skupini najdemo zborovske pevke.
a ne, velikrat zato, ker je v zboru, pa je vse tako zelo moramo paziti in je pa v bistvu tako vse zelo zračno in vse nekje bolj gor. Okay? In ta četrti tip, kar rečemo, da je nekako glas v nekako enem ravnotežju, je povezan glas, nič ne zlom se, ne stiskamo, ne? Je pa nekako povezan glas. Se pravi, vedno, ko se gremo upevati, želimo priti do te četrte skupine, a ne? Da se nam bo glas čim bolj povezal. In tudi se mi zdi, da je tudi glavna želja vseh pevcev, je, da bi imeli povezan glas. Se v bistvu, če bi ti en rekel, lej, danes imaš lahko točno ta glas, ki govoriš, na nizkih, visokih tonih, pa nič se na šmatru. Po moje je to. Pa moš pa sam še imeti sebe rad pa pet. A ne, Maja? Ja, Maja se strinja. A ne? Tako da, vedno, ko se gremo upevati, ko naredimo tiste prve stvari, ki smo jih prej povedali, telo, ustnice, jezik, vse to, malo slade, potem pa lahko začnemo z vajem pa lestvicami in probamo, da najdemo take lestvice, ki nam glas postavijo v ravnotežje. A ne? Ditka, se strinjaš? Super. Ok, se pravi, pevci, ki stiskate, ne? Je zelo pomembno, da sploh začutite visoke tone. A ne? Velikrat se, ko stiskamo, se kar nekako ustav, a ne? In zaradi tega je včasih za vas, spet to, kar bom zdaj povedala, so stvari, ki so načeloma, ni pa nujno za vse, okay? Za vas so fajn kakšne hitre vaje tudi, a ne? Se pravi, da ni ne, počas, če je že ali pa da je res hiter, da gremo čez, da se te mišice, ki vas stisnejo, gor, da jim gremo kontra, a ne? Okay? Se pravi, za vas so fajn kakšne take vaje, ki so tudi mogoče ne toliko intenzivne. Lahko je kakšen lahko, ne? Se pravi, tle nimate možnosti, da stisnete. In navajate svoje mišice, da na višinah ne stiskajo. Zelo pomemben je, da poznamo, ne, kako dela kaj je razlog, da nam ne gre, kaj je razlog, da na vrh stisnem. A je to, da se mi mišice tele napnejo, pa jezik stisnem, pa čelju zdam naprej. Če je to, a ne, pol moram to sprostiti, pa to sprostiti, pa bo že ful boljš. Tako da vedno iščete, zakaj se vam to zgodi. Zelo dobre vaje za vas so tudi vaje od zgor na vzdolj. Se pravi, naredim. Zakaj? Zaradi tega, ker mi ne da možnosti, da stisnem. Ker če gremo od spodaj gor, bo šel moj telo nekaj moram stisniti. Okay? Če grem pa od zgor, je pa zelo veliko lažje. Tako da, če vam ne gre od spodaj gor, greste lahko od zgori na vzdolj. In si najdete take lestvice, da greste od zgori na vzdolj in itak, če greš recimo najprej od zgori na vzdolj, pol drug delček je pa od spodaj na vzgor in probaš čim bolj ta feeling sproščenosti obdržati. Se pravi, vi, ki stiskate na višinah, je glavna stvar, da sprostimo mišične napetosti na visokih tonih. Na tistih mestih, ki nam ne pomagajo. Ne pomaga nam, če se vrat nam zategne, pa če gre čeljust naprej, pa jezik. Okay? Za vas je tudi fajn vaja z jezikom in isto lahko od zgor na vzdolj. Sam, da ne stisneš na visokih tonih. Ne? In potem, ko najdemo, da ne stisnemo na visokih tonih, pa jih pa začnemo lahko nazaj krepiti. Velikrat se zgodi, ne, da pevci, ki stiskajo, pol za nekaj časa malo premalj stiskajo, pa pol spet nazaj malo stiskajo, pa malo manj in v glavnem na koncu je eno balans rata. Tako se učimo petje, a ne? Da najprej mogoče premalj stiskaš, pol raziskuješ, moram malo bolj, raziskujem te mišice, ki bolj stiskam, pa pol spet manj, tako ka se koločiš voziti in vedno si bližje temu ravnotežju. Tako da analiziri, posluši se, ok, ful stiskam, čakaj, daj bom šel od zgor na vzdolj. Če nimam lestvic,
grem lahko zgor, navzdol, pa začutim, ok, zdaj nisem stisnila, pa je bil še vedno poln sound. Ok? Cool? Ta druga skupina pevcev. Še nekaj sem pozabila, za vas, ki stiskate. Glasnost. Glasnost. Pazite glasnost. Res, večina nas, jaz sem tudi ful stiskala, ne vem, kada hočemo biti slišani, pa se pa deramo. Ne? In takoj, ko si preveč glasen, je toliko enega zraka od spodaj prbije na glasilke, da glasilke sploh ne morajo, Maja, ne? Poznaš to? Ja, da glasilke sploh ne morajo lepo ostati tukaj. Ne morajo, ker je, lejte me, ok? Zmanjši glasnost za ene 2%, pa 3%, pa bo čist drugač. Jaz se spomnim res par pevcev, ko prije, ne morem te višine, ne morem, a ne vidiš, da ne gre, pa v bistvu zmanjša glasnost, pa ne tako, da greš zdaj iz v noč. Ne, iz ok? Ne rabiš zdaj iti v noč, ok? Za par procentov zmanjši glasnost in najverjetneje se bo glas ful lepo povezal. Tako da to je zelo pomemben del tistih, ki se vam glas, ki se naprezate. Ok, pevci, ki se vam glas zlom. Včasih gre kdo tudi iz obeh, se ti en dan glas stiskaš, drugi se ti pa zlom. Se pravi, pomisel, kaj je danes? A se mi loma, stiskam, kaj je zdaj to? Najbolj je pomemben, da svoj glas poznaš. Če svoj glas poznaš, pol si car. Res. Ok. Se pravi, tisti, ki se vam pa glas lom, tisti morate pa kontra narediti, tisti morate pa na visokih tonih. Rečemo, jaz sem, ne vem, kaj se je zgodilo? Na zgornjem tonu glasilke niso šle več lepo skupaj. Se pravi, jaz rabim zdaj okrepiti. Rabim okrepiti te mišice zgori. Tako da za vas pa lahko za nekaj časa na višinah kar malo bolj pritisnete. Jaz se spomnim eno punca, ki je to je delala tudi pol nej. In pol je učitelj rekel, ok, daj res nej. Evo, zdaj sem na vrh najdla connection, najdla sem zdaj povezan glas. Sej ni perfect sound, ampak je boljš kot ki je čisto spuščen. Tako da je rekel, no zdaj pa domov, pa cel dan deli nej, da boš začutila ta connection, pa počas in je prišla pol nazaj na vajo popoldne, to sem lih v Londonu, ki je bil en tak učitelj, ful dober. In je prišla nazaj popoldne in je imela že čist povezan glas. Potem sta šla pa iz tega nej, sta sproščala nej. In sta s tem poskrbela, da so glasilke ostale skupaj, najprej malo preveč, pa čez dalje lepš. Tako da za vas so ful fajn vaje, recimo, ali nej, ali kakšne vaje z jokom. Zakaj? Zaradi tega, ker ali zračno jokate. Ne moreš zračno jokati. Moraš v bistvu in včasih je fajn, da narediš, začutiš ta jok in evo, in sem zdaj na vrh dubla povezan glas. Tako da fajn je iskati tudi kakšne vaje, čist iz lajfa. Tako da jokite na višinah, tudi če ne vem, pa ne vem, kako bi ta ton zapela, da rečem, evo, pa si povezal. Tako da od vsega, kar bi vam rada danes povedala, je to, da se morate poslušati in iskati in raziskovati rešitev za svoj glas. Se pravi, da ni ono, kar vam en reče, ampak da če se poslušaš, znaš ful velikrat sam sebi. Zelo dobre vaje dati. Tako da za ven, ko se vaš glas lom, probite cry, probite tak tako kot da jokate, probite tak nesti, nej, karkoli, da svoj glas malo vržete iz tega kvadratka, ki je vedno isto. Cool. Ok, pa imamo pa še pevce, ki imajo pa pretih pa prezračen glas. To sem pa že prej rekla, da najbolj pogosto so to pevci, ki so iz zbora izhajajo,
ker so se mogli naučiti nekako tudi tako blendati in pol je pač res vse. Ok, pri vas pa isto, ne? Moramo najti malo te vibracije v telesu, te globine. In zelo fajn vaja za začetek je kakšna taka, ali tudi ta jok, ali pa kakšna taka še bolj malo agresivna Se pravi Ok? Zato, da greste iz sploh začutite, da je tle v spodju, včasih smo tekali čest, da to vibrira in zato je zelo fajn, če pač trenirate kakšne take vaje, ali pa lahko delate sam nizke nekaka, iščete ene vibracije. Zelo fajn vaja za vas je tudi slamca. Pihneš v slamco. Tak nizek glas daš noter. In pol zapoješ, se pravi. In čutiš ta nizek glas. Okay? To so take fajn vaje. Samo vode jo vzamem. Tole sploh ni tako enostavno, takole govoriti. Res, pa ker nimaš nobenega, tako jaz bi rada vas imela tlele. Se pravi, za vas se meni zdi zelo pomemben, da raziskujete nižine, nizek glas, nizek zven. Včasih mi tudi kakšna taka pevka reče, da je ful grd ta glas, ker je navajena na ta zvok. In mi reče, ja, veš, kaj jaz naredim, mi je tako, ne morem, ne. To gre samo za raziskovanje, ne, to ne pomeni, da boš pol tako pel, to gre samo za to, da krepimo neke mišične napetosti, ki jih je mogoče malo premalo. Tako da iz tega greš pol v in je balance. Tako. Ok, in pa imamo zdaj še četrto skupino pevcev, ki je pa pevci, ki imajo uravnotežen glas. To ne pomeni, da vi niste te pevci. To je v bistvu, ti si lahko vsak trenutek v drugi skupini. Tudi mi, ko učimo, ne, ti recimo pevci, jaz tako nam glava dela, nam učitelj, ne, recimo, ne vem, zapojem. A ne, na vrh stiska. In takoj ustavim, ne, te moraj narediti. Ja, zdaj bil pa pevč v te četrti, zdaj bil pa povezan glas, ne, a veste. Se pravi, v bistvu to ne pomeni, da si ti zdaj ena skupina in da... To sem pa že zadnjič Neža odgovorila. Bom še enkrat pol povedala. Ja, a ne? Se pravi, ti v bistvu sam sebe skozi postavljaš v balance. In pa rečemo, delam to vajo. Pa naredim recimo nej. Ok, čakaj. Zdaj bom pa to, skozi se daješ, skozi probaš sebe dajati uravnoteženo. Poslušajte se. To je najbolj pomemben, da ne delaš kar enih vaj. Ok. Tako da, ko si pa enkrat v ravnotežje se postaviš, potem pa takrat je pa zelo fajn delati vaje za razpon, takrat lahko širiš razpon, takrat lahko raziskuješ dolge tone, vibrato in tako naprej. Se pravi, dokler nisi v čist povezanem glasu, je fajn, da se ukvarjaš s tem, kako povezati. Pa ko enkrat si v povezanem glasu, pa lahko rečeš, ok, danes jaz bom šla kar pet, ki mi je ful fajn, ful sem dobro upeta in grem pet, ali pa rečem, veš kaj, bi pa mogoče s kakšno vajo še malo svoj glas raziskvala, pa še malo več višji, pa malo nižji, pa tako. Cool, super. Ok, se pravi, to je to. Ko se enkrat upojemo z lestvicami, pol gremo vedno pet, ok, to je point. Point je petje. In zdaj lahko greš direkt na petje pesmi, lahko pa mogoče še kakšno vajo, ki ti je šla, narediš v pesmi. Tako da, to je zdaj en tak cel sklop upevanja, upam, da je bilo dosti razumljivo. Mislite na to, da je to inštrument, ki ga je treba ogreti in upeti. In zato, da pa lahko bolj špojemo. Tako.
Svoje telo je treba sprostiti, treba se je posvetiti čeljusti, ustnicam, jeziku, glasilkam, da ostanejo na isti legi. Vse od tam naprej je pa vaša kreacija. A boste zbrali mjav, 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 a boste zbrali hej, ali boste zbrali rrrr, ali boste zbrali gi. Nima vize. Bolj, ko si kreativen, boljš se boš upel. Tako da mi smo v bistvu v eni škateljci, v tisti, tako se moram zdaj upeti in pol, ko naredim te vaje, dam kljukico in zdaj grem lahko pet. V bistvu naj bo že kar upevanje, delno petje. Okay? A je fej slabo, če se pred petjem kdaj ne upojemo? Jaz bom tako rekla, ne, niti ne, razen če si pol hripal. A ne, vsak je drugačen. Eni ljudje, če se ne upojo, imajo pol občutek, da ne morejo tako dobro peti, eni imajo občutek, da so pol ful hitreje hripavi, tako da če si v tej skupini pevcev, da pol po petju, da ti pri petju ni tako fajn, pol je fajn, da se upoješ. A ne? Če pa v bistvu ti se usedeš za klavir, pa je že ful fajn, odpoješ nekaj, tudi brez upevanja, go for it. Pol pa uporabi upevanje samo zato, da raziskuješ svoj glas, da še kaj novega najdeš, da nisi skozi v eni škateljci. Tako. Zakaj eni čez vlečejo? Neža, daj poglej si to prejšnjo, ki smo imeli, je čista fiska v zadnji, zato, ker imajo drugačno čeljust. Poglej si tisto, da ne bom zdajle. Eno vprašanje imam, ali je normalno pač, da imam višino sopran in sem moški 18 let in sem že v motiru z glasom, pač pa nizko zelo težko pojem. Zdajšnji moški pojejo zelo visok. Res, v primerjavi z včasih, ko jaz zdaj delam recimo s puncami kakšne te njihove komade nove, to je noro, moški pojejo višji kot ženska. Lahko si zelo tukaj gora, ne, če postaviš zelo tle, da si res v tem tukaj v nosu gor, ne, lahko tudi moški zelo, zelo, zelo visok pojejo. In zdaj, če si, ne, slučajno, da si res da si tle gor, je pa zelo težko narediti pol, nimam nižine. In pol imaš feeling, v bistvu fant je vprašal, če je normalno, da pač pol nimaš nižin, če zelo visok poješ. Moraš nekako povezati, probi od spodaj gor, od ne iti vedno od vzgori na vzdolj. To je isto, kar smo rekli, ne, tako zborovske pevke včasih, ne vse. Ampak začnejo vse tukaj in pol, ko hočemo nižine, je ni nižine. Zakaj? Zato, ker so glasilke previsok gor. Tukaj sem zdaj nekje, ne morem s tem nastavkom, glasilke morajo biti na ravni legi, da lahko pojemo nižine. Tako da, jaz bi predlagala tebi, da si malo zmasiraš grlo, pa vsi to lahko naredite, tudi to je masaža za grlo in malo masiramo grlo vedno sam na eni strani, pa pol na drugi, lahko si ga daš malo desno, levo in sam narediš, da sprostiš grlo, okay? Da sprostiš in potem najdeš, probaš nižine pet malo na ta način. Ni pa nič hudega, ne? Ljudje smo različni. Sej, visok razpon je tudi super. Sam, če želiš razvijati nizek razpon, poskusi najdeti najprej naravno lego glasilko. Tako. Zdaj pa še par vprašanj, pa še imam še kakšno vprašanje, če jih imate vi slučajno. Sam da vidim, kaj še tlele. Še eno vprašanje. Okay. Upevanje, evo, isto vprašanje imam. Upevanje za nizke tone. Pri upevanju za nizke tone gre za to, da mi ne moremo toliko razpona v nižino večati, kot ga lahko v višino. To sem prej povedala, ne? Na visokih tonih se glasilke raztegnajo in lahko se kar zelo naše glasilke raztegnajo. Jaz sem skoraj ziher, da vsi lahko pojete eno oktavo višji, ko mislite, da lahko pojete. Skoraj 100%. Pri nižinah je pa težava, da se glasilke krajšajo in ko se enkrat vlakna res najbolj skrajšajo, ne moramo zelo širiti razpona. Nam je neka nižina dana, no? Bolj nam je dana kot višina. In je pa res, da velikrat tega ne izkoristimo, potenciala, ok? Tako da, jaz bi recimo, če vam ne grejo
nižine, spet razmislite, zakaj. Kaj velikrat delamo? Velikrat mi pri nižinah postavljamo grlo dol, na višinah ga pa nekam gor damo. In se pravi v smislu, kot je zdaj v bistvu nekam dol gre grlo. Mi hočemo, da je grlo res gor, na sredini. No? Se pravi, probite razmišljati, da ostanete v izgovorjavi na sredini. Mi bo lažje. Je zelo težko. Tako da probite, da ostanete v eni sredinski legi, ki vadite nižine. Ta druga stvar je pa odpiranje ust. Razmislite, kako odpirate usta. Včasih je na nižinah tudi fajn, da odpremo usta. Malo raziskujte. Če lažje pojem nizko, če bolj odprem usta. Kaj če dam jezik naprej? Kaj če z ustancem bolj izgovorim? Kaj če rame sprostim? Kaj če vdihnem? Vedno tako raziskujte, no? Res. Tako. Kakšne vaje za mix voice? Mix voice, kaj je mix voice? Mix voice je nič drugega, kot povezan glas. Zdaj sploh ne govorimo to več o tem, govorimo en glas čez cel razpon. Tako da v bistvu kakršne koli vaje, najbolj fajn so kakšne dolge vaje. S temi vajami fajn krepimo, da povežemo res od spodaj do gor, potem pa ožamo. Pa recimo, ne vem, lahko tudi karkoli. Tako da mix voice je taka zelo, mogoče malo bolj boljše vprašanje, mogoče malo bolj natančno vprašanje. Uršula, jaz tudi pogrešam zbor. Na tem mestu vam sam še povem, da po vsem tem upevanju je najbolj pomembno, da vemo, kako deluje naš inštrument. Res, da vemo, kaj se dogaja, ampak tako zelo enostavno. To smo, ne vem, na zboru smo že veliko povedali, ali pa naših tečajih. Zdaj pa mogoče, če koga danes zanima ta program, ki sem jaz naredila zdaj za pevce, online izobraževanje za pevce je prav, in imate noter res enostavno razložen, kako to poteka. Kako sploh ustvarjamo zmog, pa kako mora biti dihanje v spodaj, pa kako, da postavljaš svoje telo v ravnotežje. In če ti veš te osnovne zakonitosti, pol si res lahko sam sebi dober učitelj. Res se lahko sam sebe pol učiš, lahko poješ pa upevanje zraven delaš, zato ker se znaš poslušati. Tako da zato sem prav naredila ta program, pa zdaj naslednje 2 dni, tisti, ki ga boste zdaj kupili, 20% cnej. Tako da, če ga hočete, ga kupite zdaj v naslednjih 2 dneh, je pa tudi fajn, ker ga bom vedno dopolnjevala, tako da zdaj sem jim že eno novo vajo noter dala in bom probala, da če bodo kakšne novosti, da bo ta program vedno up to date. Tako da samo to, da vam povem, preden greste, da veste, da je to zdaj na voljo, zdaj naslednjih 48 ur. Samo še 2 vprašanji. Ali se pevci enako upevajo in ali je upevanje različno za različne zvrsti petja? To je zelo dobro vprašanje. Jaz tako rečem, vsaka zvrst petja ima svoje zakonitosti. Ene imajo, recimo, klasika ima več dolgih tonov, pa več vibrata uporabljamo. Pri popu manj tega uporabljamo, je bolj pripovedno. Pri roku moramo se naučiti, kako malo zagravljamo, kako naredimo cry, kako naredimo scream. In to so v bistvu kot okraski stilov. Tehnika je pa enaka. To je podoben kot klavir. Ko se gaš ti klavir učiti, te ne bojo najprej vprašali, a boš ti pel, a boš ti igral to, a boš igral nek rok, a boš nekaj pritisku. Ne, najprej te bojo naučili tehniko. In kako deluje naš inštrument v spodaj, to je za vse stile glasbe enako. Se pravi, sebe začutiti, kje so glasilke, kako se raztegnejo, to čutiti kam, kdaj, kaj, kako ti izgovoriš. Potem pa so, za vsak stil naprej, so pa je poseben trening, seveda.
klasiko je zelo fajn, da greš k nekomu, ki je operni pevc. Zato, ker tiste trilčke gor, ko oni delajo, to ti ne more noben od nas, ki smo bolj pop, pokazati. A ne? Isto za jazz, jaz vedno dam, ne vem, naši Kristini, ker ona zna pokazati te okraske pa to improvizacijo, ne? Tako da je zelo fajn, da v začetni fazi je, ok, če si, a res samo 1 uro live, da bom mogla iti, pol že. Ok, v začetni fazi je fajn, da si najdete, lahko kateregakoli učitelja, da naštudirate tehniko, pol naprej pa sigurno enega mentorja. Zdaj me bo pa skenslal. V glavnem moram še 5, ker sem zanč obljubila. Tako da bom se javila nazaj live, na vas, ki ste na Instagramu. Na Facebooku pa kar ostanemo, ko očitno na Facebooku je pa lol del live. Čakaj, da vidim, kaj se bo zgodil. Čakajte. A mislite, da grem lahko zdaj še enkrat live? Ok. Ne vem, zdaj sem šla pa še enkrat live, zdaj se morate pa še enkrat pofočkati. Ok. Zdaj imamo pa samo še eno vprašanje. In potem zaključimo z današnjim tem vprašanji. Slamica, ki jo nudi Nataša, je top. Ja, Damir. Slamica, ki jo mi ponujamo, je top. Res. To je silikonska slamica od Zika in z njo se lahko zdravi glas, oni zdravijo in vozličke in pač prav za speech terapije. Mi pa pač to slamico uporabljamo zato, ker nam je top se z njo pevati. In enkrat sem že delila, kako glasilke ta slamica masira. Prav glasilke se vidijo, da so tako, top. Tako da, kdorkoli hoče tole slamico, jo lahko dobite pri nas. Evo, Damir, hvala, ker si spomnil. Vidim me, zdaj šele vidim takole vprašanja. Verjetno tisti, ki pojejo dnevno, ne potrebujejo veliko ogrevanja. Ja, je res. Tisti, ki ima zelo dobro poznaš svoj glas in če si nasplošno v tem znaš povezati in to, fajn je samo, da lihten se ne zbudiš pa greš pet, ampak ogrej svoj telo, tako, po svoje. Ok, še zadnje vprašanje. Kako sprejeti svoj glas tak, kot je? Težko. Za vse nas. Zanj sem naredila eno anketo, pa je bilo, mislim, da 78% ljudi rekli, da ne mara zvena svojega glasu. To je delo na sebi. Jaz rečem, da vsak, ki poje, je zelo pogumen. Res je pogumen. Ker ni lahko ljudem pokazati svoj glas. Res ne. In tudi večina ljudi se ne upa pet. Večina ljudi bi kar rajš, bi se večina ljudi rajš slekla, kada pojejo. Zato, ker nas je, ne vem, strah nas je, kaj drugi ljudje mislijo, ali kaj, jaz ne vem. Jaz sem imela velike probleme s tem tudi. Ampak recept je ta, da delaš na sebi. Recept je ta, da začneš imeti sebe rad. Res, da delaš na sebi. Bolj kot imaš sebe rad, bolj imaš svoj glas rad. In 2 stvari sta, 2 poti do tega, da imaš svoj glas rad. Ena je, da sprejemaš sebe in imaš sebe rad, druga je pa, da delaš na svojem glasu. To je to. Se pravi, če ti danes zven tvojega glasu ni všeč, ti ogromen lahko narediš. Ogromen. Če že malo sprostiš čeljust, če delaš na neke vaje, če delaš, to vse ogromen lahko narediš na svojem glasu, da ti bo ta zven čezdalje bolj všeč. Ampak ta druga stvar, ki je pa, da si rečeš, lej, to sem jaz. To sem jaz. Pika. Hate me, love me. To je moj glas. Všeč, a vam ni všeč. In bolj, ko to delaš in bolj, ko sebe sprejmaš, bolj imaš rad svoj glas tak, kot je. No matter what. Tako da to je moj nasvet. Res. Delaj na sebi. Ber knjige za bolj samo podobo. Mej se rad in pa imaš rad tudi svoj glas. To je bil odgovor. Na to vprašanje pa še eno vprašanje vidim. Kaj pa fantje v puberteti, ko začnejo mutirati? Ko začnejo fantje mutirati, eni je ful fajn, da pojejo, eni pa fajn tudi, če vmes malo ne preveč, ampak v tistem času lahko
delajo na songwritingu, lahko delajo na dihanju, lahko delajo na ogromno enih vajah, ki jim ne bo nič škodovalo glasu. Tako da jaz sem že delala s fanti v puberteti in je bilo super. Smo fajn prišli čez in ogromno so se naučili, s parimi smo pa rekli, lej, viš kaj, dej bomo zdaj za kakšno leto, ne, ker jim je bilo pretežko, pa so pa nazaj prišli. Tako. Ok, to je to, vse smo bili kar dolgi, upam, da ni bilo predolgo. Jaz moram zdaj še izpolniti svojo obljubo zanč, ki mi je Tine Astle, se Tine ta ni, ne? Mu bom poslala. Ker je rekel, da moram nekaj zapeti. Kaj pa majhni otroci, kakšne so specifike? Majhni otroci imajo čisto drugačne glasilke kot mi, tako da oni zelo višji pojejo od nas in je zelo pomembno, da ko jih opevamo, da jih ne opevamo, Tine, živa, bom pela, da jih ne opevamo prenizko. A ne, za otroke je zelo pomembno, da jih opevamo od C do C. Punčke, fantke, nima veze, oni so enaki, vsi. Tako da to je to. Otroci lahko pojejo karkoli, oni se znajo zelo dobro izražati in tudi, če imamo kakšnega otroka, ki pojejo višji, go for it, pevite ga višji, ampak če pa nimajo, a ne, tega razpona še, pa ne, naj se igrajo z glasom. Point je, v bistvu je point, da se z glasom igramo. Pevanje mora biti neka igra z glasom, no. Tako da igrajte se z njim. Mjau, gugo, wuu, tuku, karkoli, sam da v bistvu, bom poslala link, sam da se raziskuje, no, da se raziskuje svoj glas. To je to. Cool. Ok, zdaj bom pa odpela eno pesem. To mi je kar tudi bed, tako da ti ne si me izpostavil, ampak v bistvu sej. Je treba. Ok? Zdaj pojem eno pesem, ki mi je ful všeč. Naslov je pa Empty Space. Cool. Tega tudi še nisem nikoli počela. Petra, živijo, jih pravi časi se pa družila. I don't see you, you know, ne, zmotila sem se, tam se kulica, zdaj bom še. I don't see you, you're not in every window I look through. And I don't miss you, you're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you are not the missing piece. I won't hear it whenever anybody says your name. And I won't feel it even when I'm bursting into flames. I don't regret the day I left, I don't believe that I was blessed. I'm probably lying to myself again. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I'll find it, 'cause only you could feel this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. It's something I've decided, 'cause only you could feel this empty space. I've been drinking, I've been doing things I shouldn't do, overthinking, I don't know who I am without you. I'm a liar and a cheat, I let my ego swallow me, and that's why I might never see you again. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed. But I don't think I'll find it, 'cause only you could feel this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think
this empty space. Evo, to. A sem naredila? Ti ne. To ni tako lahko. Bomo večkrat. Moramo pet folk, res. Ful je pomemben, da si upamo, no. Res, jaz si nisem ful časa. Odkar sem začela učiti, pa sem imela par takih težkih nekih, nisem najbolj špela in sem bila toliko sem bila sfrustrirana, da si dolg časa nisem upala, zato ker sem nekaj mora biti perfekt. Ker učim. Ne, to je moj glas, res. Zdaj imamo se radi, imamo radi svoj glas. Dajte, pejte pet v naravo, res. To je to. To je zdravo. Tako, evo. A še kaj drugega? Jaz mislim, da na tem mestu lahko. Petra, moraš pet. Pet, yes. Anja, yes. You go girl too. Tako da, to je to. Upam, da ste se kaj naučili. Kakšna vprašanja, v glavnem zdaj naslednje 2 dni je ta program, ne pozabite, 20% off. Tako da ga imate na linku v opisu, pa bom dala še tle link, pa tudi za slamce bom poslala za unga, ki si želite. Tine, hvala, da si me izzval. Okay. To je to. Ej, lepo se majte, komaj čakam, da se vidimo v živo. Res. Sem spomnila, lahko mi date kakšno idejo, pa spet naredimo še kakšno tako predavanje. Meni je fajn. Tako da, če ste se kaj naučili, lahko naredimo še kaj, pa bomo se še videli. Malo. Petra, živa, hvala. Ej, lepo se majte in rada vas imam. Čau. Najprej Instagram, Instagram. Ok. Zdaj pa damo še Facebook. Lepo se majte, dio Primož, Jadranka, Špela, čau Petra, dio.